Kaj, če bi vam nekdo rekel, da obstaja dokument iz prihodnosti, natančneje z datumom 4. februar 2026 in da ta dokument, ki se imenuje Razkritje COVID pravo 2020, trdi, da je vse, kar mislimo, da vemo o pandemiji, napačno. No, v tej analizi bomo pogledali točno to in razčlenili njegove, milo rečeno, precej drzne trditve. Torej, osrednja trditev tega dokumenta je, res šokantna. Pandemija, kot smo jo poznali, po njihovem mnenju sploh ni bila zdravstvena kriza, ampak globalni pravni eksperiment. In na čem to temelji? Avtorji pravijo, da so vse skupaj podkrepili z analizo, pazite zdaj, več kot 10 gigabajtov podatkov. In to ne kar nekih podatkov, ampak takšnih, ki naj bi prišli naravnost strežnikov Evropske unije. Pa poglejmo, kaj naj bi ti podatki razkrivali. V redu, gremo na prvo točko. Prva velika ugotovitev, o kateri govori ta dokument, je nekaj, kar so poimenovali pravni blitzkrieg. Kaj to sploh pomeni? V bistvu trdijo, da se je za zaveso izrednih zdravstvenih razmer odvijalo nekaj povsem drugega. In sicer bliskovita in, kar je ključno, vnaprej načrtovana pravna preobrazba celotne naše družbe. In zdaj pridemo do številke, ki naj bi bila ključni dokaz za to tezo. Pripravljeni? 77,1%. Ja, prav ste slišali. Tolikšen delež vseh zakonodajnih ukrepov, ki so bili povezani s pandemijo, naj bi bil sprejet v zgolj enem letu, v letu 2020. In veste, kaj je po mnenju avtorjev tu najbolj pomembno? Da to ne kaže na nek kaotičen, paničen odziv na krizo, ampak ravno nasprotno, na hladno, preračunljivo izvajanje že vnaprej pripravljenega načrta. Dobro, ampak kako naj bi jim to sploh uspelo izvesti? No, in tukaj pride do neke vrste ironije, vsaj po navedbah te analize. Glavna orodja za to preobrazbo naj namreč ne bi bila neka tajna zakulisna dejanja, ampak čisto običajni zakonodajni postopki. Torej, prav tisti instrumenti, ki so namenjeni demokratičnemu nadzoru, naj bi bili zlorabljeni za tiho in sistematično preoblikovanje kar celotnega pravnega reda. Torej, če potegnemo črto pod tem prvim delom, zaključek je precej jasen, vsaj po mnenju avtorjev. Države, recimo Slovenija, niso bile samostojni akterji v tej zgodbi. Ne bile naj bi zgolj, recimo temu, izvajalke. Izvajalke centralno vodenih direktiv, vse skupaj pa kot del enega velikega, usklajenega prestrukturiranja na nivoju celotne Evropske unije. Dobro, to nas seveda pripelje do naslednjega logičnega vprašanja. Zakaj? Kakšen je bil namen vsega tega? In tukaj v drugem delu analize dobimo odgovor, ki je, roko na srce, najbolj spekulativen del celotne zgodbe, a hkrati po mnenju avtorjev tudi tisti ključni. Pravi cilj naj bi bil množično zbiranje podatkov, ampak ne kar tako, ampak za treniranje neke globalne umetne inteligence. V dokumentu jo imenujejo kar alfa računalnik. Ampak da bi res razumeli, kaj naj bi bil končni cilj, moramo najprej razčistiti en ključni pojem. To je digitalni dvojček. Kaj je to? Predstavljajte si popolno, ampak res popolno digitalno kopijo človeka, ustvarjeno iz čisto vseh njegovih podatkov, biometričnih, vedenjskih, vsega. In zakaj bi kdo to sploh hotel? Namen je po trditvah vira preprost, a hkrati srhljiv. Simulacija in napovedovanje. Dobesedno vsakega našega prihodnjega dejanja. Dokument potem opisuje, kako naj bi ta proces potekal v 3 korakih. Prvi korak – masovno zbiranje podatkov. Verjetno se vsi spomnimo, PCR testi, QR kode, razne aplikacije za sledenje. Drugi korak – vsi ti zbrani podatki so potem postali, recimo temu, hrana. Hrana za učenje algoritmov umetne inteligence. In končni, tretji korak oziroma cilj – ustvariti digitalne dvojčke za celotno populacijo. To pa bi potem seveda omogočilo, popoln nadzor in upravljanje celotne družbe. Ampak zdi se, da ta velikopotezni načrt ni šel čisto po maslu. Imel naj bi namreč neko čisto nepričakovano posledico. Tretji del te analize nas popelje v leto 2026 in slika, ki jo riše, je precej mračna. Namesto nekega super učinkovitega novega sistema naj bi vladala popolna družbena paraliza. Avtorji za to stanje uporabljajo izraz pravni interregnum. V bistvu gre za čas, ko staro pravo ne velja več, novo pa še ne. Čas brez veljavnega prava. In dokument postavi nekaj zelo direktnih vprašanj, ki opišejo to situacijo. Zakaj se je vse ustavilo? Zakaj pravni postopki stojijo? Zakaj sodišča, uprava, inštitucije preprosto ne delujejo? Ključno vprašanje je, zakaj vsi samo čakajo. No in odgovor, ki ga ponuja ta vir, se skriva v nekem razkolu.
v razkolu med dvema svetovama. Na eni strani imamo stari sistem, torej ustava, človeško pravo, na drugi strani pa nov sistem, sistem EU direktiv in algoritmičnega upravljanja. In uradniki naj bi bili ujeti točno vmes. Stari sistem je bil že razgrajen, novi pa preprosto še ne deluje. In rezultat. Vse je obstalo, popolna zamrznitev sistema. In to je res ključna točka celotne trditve. Vir trdi, da je za to sistemsko pad pozicijo kriva tehnološka zamuda. Novi sistem, ki temelji na umetni inteligenci, preprosto še ni operativen. Zamislite si, stari svet so namerno poškodovali, da bi naredili prostor za novega, ampak ta novi digitalni aparat še vedno ne dela, kot bi moral. Najhuje pa je, da vrnitev nazaj menda ni več mogoča oziroma je prepovedana. V redu, ampak kaj vse to pomeni za navadne ljudi, za vsakdanje življenje? Zadnji del dokumenta se osredotoča prav na to in prinaša res precej mračno opozorilo. Opozarja na ceno, ki naj bi jo plačevali vsi, in na odločitev, ki naj bi bila pred nami. Posledice te sistemske paralize naj bi bile, milo rečeno, katastrofalne. Poglejte, ne govorimo več o nekih običajnih administrativnih zamudah, na katere smo morda navajeni. Gre za nekaj veliko hujšega, za popolno odpoved sistema. Dokument da zelo konkreten primer. Ko nekdo čaka 10 let na zdravstveni pregled, to ni več birokracija, to je zlom socialne in zdravstvene varnosti. Inštitucije naj bi bile programirane za prehod, ki se preprosto ni zgodil. In zdaj, dobesedno čakajo na posodobitev programske opreme iz Bruslja ali pa Silicijeve doline. In mislim, da tale citat iz dokumenta res najbolje povzame celoten občutek, ki ga želi analiza prenesti. Občutek neke ujetosti, stanja, ki se ne premakne nikamor. Citat se glasi: smo ujetniki v čakalnici zgodovine. In na koncu, za zaključek, nas ta dokument postavi pred zelo ostro črno-belo izbiro. Izbiro, ki v bistvu povzema celotno dilemo. Ena pot je vrnitev. Vrnitev k suverenemu pravu, k nacionalni državi, k staremu sistemu. Druga pot pa vodi naprej, v dokončanje prehoda, v polno implementacijo družbe popolnega digitalnega nadzora. Po besedah avtorjev tega dokumenta je odločitev naša.